Lepo pozdravljeni v novi epizodi iz niza 8 korakov do celostnega zdravja. Gibanje ne spreminja le našega telesa, ampak tudi naš držo in miselnost. Pomembnost gibanja in nekaj enostavnih vaj, ki nam bodo zagotovo koristile, nam bo predstavil Jože Škodnik, predsednik Tekaškega društva Štajerske in Koroške in navdušen tekač. Dejavnost je zakon našega obstoja. Vsak organ v telesu ima določeno nalogo, od vsakega sta odvisna telesni razvoj in moč. Pravilno delovanje vseh organov zagotavlja moč in čilost, medtem ko neuporaba povzroča propad in smrt. Povežite si roko samo za nekaj tednov, nato pa jo odvijte in videli boste, da je slabotnejša od druge, ki ste jo v tem času zmerno uporabljali. Enako učinkuje nedejavnost na celotni mišični ustroj. Telesna nedejavnost je eden od poglavitnih vzrokov bolezni. Je četrta po vrsti na seznamu stvari, ki povečajo tveganje za smrtnost v svetu. 6% smrti je posledica telesne nedejavnosti. Zaradi nedejavnosti se poveča tveganje, da kasneje zbolimo z srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo, različnimi vrstami raka in drugimi boleznimi, ki resno ogrožajo naše zdravje in celo življenje. Otroci in mladostniki stari od 5 do 17 let bi se morali vsak dan gibati vsaj 1 uro. Z uporabo računalnika in druge moderne tehnologije pa se ta čas še poveča. Na ta način z dejavnostjo pripomorejo k ohranjanju svojega zdravja. Odrasli, stari od 18 do 64 let, bi se morali zmerno aktivno gibati vsaj 150 minut tedensko oziroma 20 minut dnevno. Po možnosti intenzivne vadbe. Telesne dejavnosti ne bi smeli mešati s športom. Kakršnokoli gibanje, v katerem so udeležene skeletne mišice, se obravnava kot telesna dejavnost in ima za posledico porabo energije. Sem so vključeni tako šport, kakor tudi druge aktivnosti. Telesna aktivnost je koristna, ne glede na to, ali je zmerna ali visoko intenzivna. Primeri visoko intenzivne telesne dejavnosti so na primer tek, kolesarjenje, hitrostno plavanje, premikanje težkih predmetov. Telesna dejavnost bi morala biti celostna, kar pomeni, da bi morali vanjo vključiti čim več mišic, da tako lahko mišice in preostali del telesa delujejo usklajeno. Prav tako nam telesna dejavnost ne bi smela predstavljati prevelikega napora, nezadovoljstva ali celo bolečine, saj to pomeni, da nekaj ne delamo prav. Telesna dejavnost bi morala biti vir zdravja, dobrega počutja in zadovoljstva. To nam pomaga pri oblikovanju vrednot, nas spodbuja k zdravemu načinu življenja tudi na drugih področjih in v naš vsak dan prinaša nov vir energije, ki jo potrebujemo za druga, vsakodnevna opravila in za svoje delo. Razlogov, zakaj se gibati in telovaditi je veliko, na splošno pa jih lahko razdelimo v 2 skupini in sicer na tiste, ki jim rečemo, da so koristne za fizično zdravje in tiste, ki so koristne za duševno zdravje. Na splošno je teh koristi mnogo, lahko jih pa na kratko povzamemo v 7 točkah. Se pravi, koristna je vadba in telovadba za pospešitev metabolizma, pomaga pri izgubi in ohranjanju primarne in primerne telesne teže, krepi srce in pljuča ter ugodno vpliva na celoten srčno-žilni sistem in pa dihalni sistem, ugodno vpliva na kosti, mišice in sklepe in tukaj tudi hrbtenica, ki je v današnjih časih velikokrat preobremenjena. Potem pomaga ščititi pred različnimi vrstami boleznimi, tudi rakom, vnetji in pomaga pri izločanju toksinov iz telesa in krepi imunski sistem. Pomaga tudi pri soočanju s stresom in z različnimi težavami ter izboljšuje razpoloženje. Spodbuja pozitivno naravnanost, zmanjšuje nespečnost in krepi mentalni razvoj. Prav tako povečuje učinkovitost in navdušenje, krepi samodisciplino in pozitivne vrednote. Izzivi, s katerimi se srečujemo, so številni in izgovori, da se mogoče ne bi gibali ali pa opravičimo svojo telesno nedejavnost, so pogosti kot pomanjkanje časa, kot najbolj pogost razlog,
Kljub vsemu pa lahko v drugih aktivnostih s svojo odločitvijo in rednim načrtovanjem časa, ki bi si ga vsak dan vzeli za gibanje, dosežemo cilj. In naš cilj, ko govorimo o gibanju in telovadbi, je, da bi se dobro počutili in da bi z dejavnostjo pozitivno vplivali tudi na ostala področja našega življenja. Z vsakodnevno vključitvijo gibanja v naš včasih že tako natrpan urnik bomo videli pozitivne učinke gibanja na naše telo in počutje. Povečala se bo tudi motivacija za opravljanje drugih dejavnosti, službenih in domačih obveznosti. Prav tako pa se lahko tudi zgodi, da bomo ugotovili, da zaradi časa, ki smo ga namenili gibanju in telovadbi, ne bomo trpeli pomanjkanja časa na drugih področjih. Lahko se zgodi tudi nasprotno, da bomo ugotovili, da zaradi večjega zadovoljstva, motiviranosti in pozitivizma, ki ga prinese gibanje, hitreje in bolj uspešno opravljamo druge stvari in s tem v bistvu pridobimo prosti čas, ki smo ga prej pogrešali in lahko ga namenimo tudi počitku in tistim stvarem, zaradi katerih nam ga je prej pogosto primanjkovalo. Kako pa se motivirati za redno gibanje in telovadbo? Za redno gibanje in telovadbo smo veliko bolj motivirani, če se zavedamo koristi gibanja za naše telo in za naše zdravje. Dobro je razmisliti, kakšne koristi nam prinaša določen način življenja, ki ga živimo. Hitro lahko ugotovimo, da nam telesna nedejavnost ne prinaša koristi, saj smo ustvarjeni za gibanje. Številnim posameznikom, ki so radi vključeni v družbo, je odlična motivacija za vzdrževanje rednega gibanja vključenost v neko skupino, ki se dogovori za redna srečanja, na katerih se posamezniki sproščeno družijo, ob telesni dejavnosti, pogovorih, spoznavanju in skupnem preživljanju prostega časa. V času tega druženja se sklepajo tudi številna nova prijateljstva, poglobijo stara in pa člani so drug drugemu spodbuda k aktivnemu in bolj zdravemu načinu življenja. Tehnologija nam omogoča, da si tudi na pametni telefon ali na ure namestimo aplikacije, ki nam pomagajo šteti korake in nas tudi na tak način spodbujajo k temu, da imamo redno vadbo v svojem vsakodnevnem gibanju in življenju. In s tem se v bistvu tudi, izvajanje tega gibanja poveča in tudi opazimo s časoma, da na ta račun se tudi naša kondicija oziroma telesna zmogljivost povečuje. Dobra motivacija so seveda lahko tudi manjši cilji, ki jih sproti zastavljamo, in če si stvari radi beležimo, nam bo vsaka dodatna prehojena razdalja ali čas preživeti v gibanju predstavljal zadovoljstvo, da smo naredili nekaj za ohranjanje ali izboljšanje svojega zdravja. Kakršnokoli gibanje ali telovadbo moramo začeti počasi in postopoma, ter v skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem. Kakršnokoli pretiravanje bi nam lahko povzročilo več škodi kot koristi, zato je pomembno, da se zavedamo svojih omejitev, a hkrati ne dovolimo, da bi nas te povsem odvrnili od tega, da bi se gibali. Ne glede na to, v kakšnem zdravstvenem stanju pa se nahajamo, lahko v skladu z zmožnostmi najdemo način, s katerimi bi izboljšali svoje počutje. Primerjanje z drugimi in kakršenkoli način nas bo odvrnil od želje po gibanju ali pa nas na nezdrav način motiviral, da bi zapadli v pretiravanje ali tekmovanje z drugimi oziroma svojimi zmožnostmi. Naš cilj je zdravje in dobro počutje in to mora biti naše vodilo, da bi se izognili nezdravim motivom, zakaj se gibamo in zakaj telovadimo. Ne glede na to, ali se odločimo za gibanje in telovadbo v skupini, ali pa se tega lotimo povsem individualno, je omenjeni cilj pomemben. Torej, ustaljeni ritem pa nam bo pri tem pomagal ohranjati motivacijo, da se bomo tudi takrat, ko bi nam bilo lažje najti izgovor, vzeli čas, ki ga potrebujemo za krepitev svojega uma in telesa. Tudi v času, v katerem se nahajamo sedaj, lahko najdemo mnogo priložnosti za gibanje in telovadbo. Ne glede na zaprtje fitness in drugih centrov, lahko najdemo preproste, učinkovite in zdrave načine, na katere spodbudimo svoje telo, da ostanemo v dobri fizični pripravljenosti ali pa le to izboljšamo.
Načinov je mnogo, kateri nam je najbližji, pa je odvisno od nas samih. Kakorkoli že, najbolj pomembno je to, da ohranimo nekakšno stalno gibanje v svojem življenju, v katerem najdemo čas za to, kar je koristno za naše celostno zdravje. Ohranimo pozitivnost v času, polnih izzivov, tudi s pomočjo gibanja. Poskrbimo za to, da bo naša najboljša telovadba ne tista, ki jo odpovemo, ampak tista, ki se je veselimo in čas, ki ga preživimo v pozitivni naravnanosti. Poskusite in videli boste, kako se bo izboljšala kvaliteta vašega življenja. Za konec pa še nekaj vaj in izziv za vas, da delate v prihodnjih 3 tednih in oblikujete novo navado gibanja. Dajmo razmigati ramenski obroč. To je predel, s katerim ima marsikdo v današnjem času zaradi sedečega načina življenja težave, in če že tele vaje ne morete delati, ste med njimi. Če pa lahko, pa dajmo še malo zakrožiti. Če pa ste še malo bolj gibljivi, pa z metlo ali z palico ali pa s takim elastičnim trakom, najprej začnete s širokim prijemom. Pomembno pri tej vaji je, da ste zravnani in da imate roke poravnane tudi v komolcu, celotno gibanje vaje. Začnemo spredaj, gremo počasi gor, raztegnemo in nazaj. Ponovimo naprej in nazaj. Če vas karkoli boli, vam karkoli preveč poka, potem pretiravate. Če imate gibljivosti, pa lahko date to skupaj in naredimo enako. Naprej in nazaj. Ko boste to vajo redno in enostavno delali, potem veste, da ste nekaj naredili za gibljivost svojega ramenskega obroča in zagotovo boste imeli tudi lepšo in boljšo držo. Dajmo pa za konec vseeno vključiti naše slovenske poskoke. Z njimi se lahko prav prijetno zadihamo in vas vabim, da v prihodnjič poskusite te vaje. Če vas je današnji prispevek spodbudil k temu, da se začnete gibati, ne odlašajte. Začnite takoj. Prav tako pa tudi ne odlašajte z naročilom na našo brezplačno revijo Čili in zdravi in obiskom istoimenske Facebook strani, kjer boste našli še več koristnih nasvetov in spodbud za zdrav življenjski slog. Do naslednjič, lep pozdrav! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.